Čau vsem in dobrodošli na današnji kratki debati. Živja, živja vsem. Evo, danes smo skupaj za vas, Maša in Barbara, in pogovarjali se bomo o tem, kako dejansko ljudje res vedno več delamo na sebi in ful skrbimo za to vedno več, res se trudimo in še vedno se ciklamo, še vedno se nam dogajajo neke stvari in vztrajamo pri tistemu, kar smo se lotili in mislimo, se en dan nam bo ratalo, ne? No, midve bi vas rade povabile v en nov svet, v nekaj, kjer ne rabi se več mučiti in čakati 500 let, da se stvar spremeni. Mhm. Ker je prav že naporno, je, ne? Prav, tudi če je en teden mimo, ampak ta teden traja, kadar se ciklaš v nekih stvareh, a ne, in si želiš neke spremembe in nekih novih poti in pogledov. Teden, meni se kdaj zdi, da ko se 1 uro zataknem v nečemu, katastrofa, konec sveta, jaz bi rešila v 3 sekundah, v preteklosti, ne v 3 prihajajočih, ne? Tako, včeraj, ne danes in jutri, a ne? Ja, tako da evo, če si ti, ki poslušaš, nekdo, ki si želi spremeniti svoje življenje, da stvari si olajšaš, da gre hitreje, da takoj najdeš rešitev, da imaš pri sebi odgovor, da lahko takoj spremeniš, karkoli se dogaja. Ali te nekaj boli, imaš nekaj s telesom, neke težave, ali je to v poslu, ali je to v odnosih, v družini, s partnerjem, z otroki, z sosedi, ali je to neko, ne vem, dedovanje, ali si želiš več denarja, ali si želiš rešiti neko stvar, ki se vleče 500 let, ali si želiš imeti neke stvari, neka orodja, da karkoli bo prihajalo v prihodnosti, da lahko to rešiš. Poslušaj dalje. Če ne prekini, ni zate. Če nočeš spremeniti svojega življenja, če si ne želiš živeti bolj lahkotno, je brez veze, da poslušaš. Lahko greš gledati dramo in travmo. Drugam. Tako je, tako je. Ok, tako da, evo Barbara, kaj bomo povedali danes? Dajmo malo na kratko in jedrnato predstaviti temelje, kako izgledajo, koliko časa trajajo, kaj s tem pridobiš, Ok, kako lahko... počasi, 500 vprašanj po vrsti. Ja. Torej, temelji so 3,5-dnevni seminar Access Consciousnessa. Predpogoj je, da imaš opravljeno bars delavnico. Jaz sem certificiran facilitator in lahko vodim te seminarje. To so v bistvu osnovni seminarji, ki jih Access Consciousness ponuja. Ko opraviš barse, je priporočljivo, da greš še na temelje, da ne samo zato, ker boš potem z barsi ful več prejela. Okay? Gre se za to, da lahko se bolj poglobiš v to, kdo si, kaj si in da lažje ozavestiš stvari, ki se dogajajo, ko delaš na sebi. To je dejansko 3,5-dnevni seminar. Na njem prejmeš en res debel priročnik, gremo skozi vsa možna področja v življenju, karkoli lahko vprašaš na seminarju, lahko rešiš stvari, ki, ne vem, se ti zatikajo, ki jih sama ne zmoreš, tako da res tako, kot da bi bila, ne vem, bukva rešitev tvojega življenja, tako da karkoli se dogaja, dejansko prejmeš orodje, kako si s tem pomagati. ABC življenja, evo, so temelji. Super. Ja. Se pravi, noter v tem paketu, če jaz prav razumem, je zbranih več procesov oziroma več ključnih prijemov, kako določene stvari počistiti, zamenjati, osvežiti, na novo zgraditi. Ja, dejansko tako. 3,5 dni dejansko prejmete facilitacijo, če izberete, da pridete k meni na seminar od mene. To pomeni, da kakršnokoli prtljago vi pridete na seminar, to lahko spremenite, spustite in vsak od udeležencev, ni to, da zdaj, ja, nas bo, ne vem, bomo 2, nas bo 10, ne vem, koliko nas bo, in zdaj jaz ne bom prišla na vrsto. Če prideš na seminar s prtljago, zagotovo to prtljago spremeniš. Koliko jo spremeniš, je pa na tebi odvisno, koliko v bistvu mogoče postaviš kakšno dodatno vprašanje, koliko si dovoliš prejeti, zvadi to, kar bomo delali, ne? Ker dejansko res gremo skozi vsa možna področja in za vsa področja so orodja. Kaj so orodja? So v bistvu neki izbire, neki triki, neke stvari, ki jih ti v bistvu narediš in je to tako ekspresno, ok? Da energijsko spremeniš, ustvariš prostor, da se lahko tisto, kar se je tako močno zasidralo v tvojem življenju, da se lahko stvar sprosti.
Pol imaš orodje, kako to, kar si sprostil, ne? Če imam jaz ko plevel zarito notri, ne vem, bom dala plastičen primer. Imam pred hišo, pred blokom stanovanjem neko ful veliko, ne vem, smreko in imam smeti na balkonu, nimam več sonca, ne morem sušiti perila, je že ratala nevarno, da pade kaj komu na glavo, jo je treba odstraniti. In zdaj ne veš, kako si tega lotiti, ok? Pa dajmo reči, da ta smreka predstavlja, ne vem, neko bolezen, ki jo imamo, ne vem, nek težek odnos, ki ga izbiramo, neko ful težavo, v kateri se ciklamo, ok? No, na temeljih v bistvu najprej bomo ozavestili, aha, lahko mi to smreko res odstranimo. Veš, ker nekateri ljudje se ne lotijo spremembe, zato ker mislijo, da ni mogoče to spremeniti, ali pa so mnenja, da tako pač je, to je del njihovega življenja, to je karma, to sem podedovala, tako bo, ne? Tako da tisto, kar prvo se zgodi, je ta element, da ozavestiš, čakaj, jaz to imam, jaz lahko to spremenim, torej, imam res smreko, ma lahko se jo odstrani. Ne rabim se sekirati, da mi bo padla ena veja mojemu sinu in ga ubila, ok? Torej, da ozavestiš in da veš, da lahko spremeniš. Pol prejmeš orodje, kako to spremeniti. In zdaj v praksi bi bilo, ko da soseda pride in ti reče, ma veš, poznam tega tipa, ti dam številko, on pride in to vse zrihta namesto tebe. Kaj res? Wow. In pokličeš tega tipa, pride, ti odžaga, zrihta, odpelje, odnese in pol lahko si posadiš, ne vem, neko manjše drevo, recimo, ali pa nimaš nič, ne? Torej, dejansko prejmeš orodje, da ozavestiš, da lahko izbereš, da vidiš, da lahko to spremeniš in orodja, kako to spremeniš in pol že spremeniš. In potem, kar se zgodi, je, da si odprt za nove spremembe, stvari, ki lahko zdaj pridejo. Če jaz dam stran v smreko, lahko pol izberem, ok, bom imela neko drugo drevo, ne bom imela drevesa, bomo namesto tega dali gugalnico, bomo naredili, ne vem, nek vrtni gazibo, neki, da bomo dali stole, klopce, se bomo sončili, ne bomo postavili vrvi za sušiti perilo, bomo igrali iz ure, ne vem, odbojko, tenis, neki, ne. Ko stvariš prostor, daš stran, kar je bilo, lahko izbereš, da potem narediš tam, karkoli želiš. Tako da temelj je v bistvu nov temelj postaviš v svojem življenju na katerem koli področju. In naučili se bomo tudi 2 telesna procesa od Access Consciousnessa znotraj seminarja in polno takih lepih stvari, takih seansic, energijskih, skupinskih prejmemo, tako da res meni osebno najljubši seminar in sem bila že res ogromno krat, tudi preden sem jih sama lahko facilitirala in vsakeč, ko se ga udeležiš, dejansko spremeniš en kos sebe. In dejansko ljudje, ki so večkrat šli na seminar temeljnik, so ga večkrat opravili, izbrali, se ga udeležili, res imajo skupno to, da je fajn iti večkrat, zato ker mogoče prvič, ko greš, si dovoliš nekaj spremeniti, drugič, ko greš, še nekaj. To je recimo kot, če greš, ne vem, greš gledati en film ali greš na en koncert in ti je ful všeč, in prejmeš nekaj od tega in si želiš iti še enkrat, ma si ga že gledal, ma ko še enkrat gledaš tisti film ali poslušaš tisti koncert, prejmeš še ful več, tisto, kar prej nisi slišal, nisi videl, ne? Tako da, zato je fajn večkrat. In tisti, ki ponavljajo seminar, če ga ponavljajo v roku 24 mesecev, odkar so ga zadnjič opravljali, imajo tudi polovično ceno, kar je fantastično. Glede cen mi pišite, zato ker je odvisno, s katere države ste, Access Consciousness omogoča v bistvu neko fleksibilnost, kar se tiče cen, tako da so 100% države, 80% države, tako da glede cen mi pišite na info@žareksreče.si in bomo pogledali, kakšna je cena za vas, za seminar. Za Slovenijo, kakor je zdaj, mi 80% cena. Tako, Slovenija, Hrvaška, imamo 80%, recimo Italija, Avstrijci imajo 100%, tako da mi imamo že v startu nek bolj ugodno popust. Kako je lahko še boljše kot tako, ne? Ja, in dejansko prejmete posnetke celotnega seminarja zvočnega, tako da dejansko lahko te temelje, ki jih opravite v živo, pol opravite vsak teden lahko še doma. In je res fajn, ko večkrat greš skozi, večkrat, zato ker se po plasteh stvari spreminjajo. Včasih moramo slišati 10-krat eno stvar, da potem res ozavestimo in rečemo, ok, ja, ne. Se pravi, to je v bistvu seminar, 3 dni in pol, se pravi, začne se petek popoldne, celo soboto, nedeljo in ponedeljek. Tako. Ja. In zdaj, kakor sem jaz uspela razbrati med vrsticami, to ni zdaj, da prideš potem ti v ponedeljek toliko zmatran domov, da moraš še v torek si vzeti fraj, ampak prideš poln energije, zato ker odložiš marsikaj.
Ja. Bomo kufre pustili pri Maši in ne ona puca potem. Ne, jih boste pustili in dali v vesolje, ne bom jaz nič. Pol še Hecam pucala, se. vem, tudi jaz. Ja, ja, ampak ja, lahko karikiramo tako. Dejansko pustite kufre na seminarju, ostanejo tam in dejansko na seminarju prejmete nove kufre prazne in lahko daste not, kar želite. Ali pa greste pač prosti. Ja, zdaj pa seminarju je zelo različno. Nekateri si radi vzamejo še en dan prostih, zato da, ne vem, malo še razmišljajo, zavestijo, kaj so se sprejeli, nekateri pač ne. Tako da to je zelo različno. Je pa ja, taka lahkotnost se ustvari. Že prvi dan so ljudje različni, drugačni, opazijo spremembo. In pol dejansko, zdaj sem jih že toliko facilitirala, da vidim tudi sama, kot pač, ko facilitiram spremembo, sem pa tolikokrat tudi sama bila in doživela udeležbo, da je res prav vsak dan si lažji, si drugačen. Hitreje najdeš, kaj je tisto, kar, ne vem, je v narekovajih rešitev tistega tvojega problema, kaj narediti, kaj uporabiti, kako spremeniti. In kar je meni osebno fascinantno, je, da se ne spreminjaš samo ti, se spreminjajo tudi ljudje, s katerimi se družiš, tvoja družina, sodelavci, sosedi, ker si dejansko ti povabilo za njihovo spremembo, ker se ti drugače odzivaš. Ne? In ne grejo ti več tako ljudi na živce, ne greš več tako v reakcije, se lahko posmejiš na nekoga, ki je vzživčen, in ker se ti posmejiš, pol tudi njega razorožiš in te ne več napada z njegovo, ne vem, slabo voljo, slabo energijo, ampak se pol hkrati skupaj lahko nasmejita. Res rušiš zidove, no, tako da ful dobro. Prej, ko si razlagala o tej smreki, a ne, sem jaz kar dobila eno tako zavedanje, da mogoče, mislim, meni je predstavljala zdaj ta smreka nekaj, kar nam zasadijo že mogoče naši starši, stari starši, neke vzorce, neke stvari, kako bi moglo izgledati. Tista smreka je tam že, ne vem, 100 let in je tradicija in je neka stvar, ki mora tam biti čez 100 let, a ne. Ampak konec koncev, kdo prav, ne? Konec koncev 100 let nazaj mogoče tista smreka imela nek namen ali pa 50 let nazaj. Danes ga pač nima več, a ne? In tu noter vidim jaz, kako se ljudje ciklamo, ali pa jaz sama, a ne? Neke stvari so tako, ki so ti toliko prirasle k srcu, kot tista smreka, ki se je tam udomačila, ampak po drugi strani je lahko že malček nevarno, a ne? Ja, hvala za to istočnico, dejansko je čudovito, od temo si odprla. Točno to je, mi dejansko prevzamemo stališča, sodbe, poglede, način, kako naj bi mi morali živeti, ki ga pač nam predajo starši. In tudi, če ste že sami starši, ste isto počeli z vašimi otroki. In to se dejansko dogaja nezavedno. Ne gre se za to, da nam nekdo želi škoditi, gre se za to, da vsak ima nek svoj pogled, kako bi bilo fajn, in skušaš v dobri veri to prenesti na nekoga drugega. Ta nekdo drugi pa ni ti, razmišlja drugače, vidi drugače, doživlja drugače. In če, ne vem, tebi ful paše una smreka, mogoče un drugi ne bi imel smreko, bi imel, ne vem, jablano, bi imel lahko, ne vem, nič, ne? Ampak mora imeti tisto, ker si ti to izbral, in dok si ti živ, mora tisto ostati, ne? Kaj če lahko dejansko vse te poglede, ki jih imate, kdo ste, kaj ste, kako bi moralo nekaj biti, čemu, veš, se moraš odrekati. Kaj če lahko to spremenite, ne glede na to, da imate ob sebi ljudi, ki razmišljajo drugače kot vi, ali pa nekdo vas sili v nekaj, vas prepričuje, vas vabi, ni pomembno, kako lepa energija je, ne, v ozadju, če nekdo vas vabi v nekaj, kar niste vi, kar vam ni lahkotno, kar se ne počutite prijetno, ne izbirate tega. In na temeljih dejansko prejmete celo orodjarno, kako dejansko to sprovesti v praksi, veš, ker eno je ono, ja, ti reče nekdo, ja, pa pač narediš tako, ne, in potem se ti to zgodi in potem si ono, in kako naj zdaj, ne, ti zmanjkajo besede, ti zmanjkajo, ne vem, kako se obnašati, kaj narediti. Na temeljih dobiš vse to, ne, in je lažje pol, to res narediti. Ker se mi zdi, da je v bistvu v nekih določenih situacijah, sploh kadar gre v kombinaciji z nekimi starejšimi ljudmi, ali so to tvoji starši, ali kdorkoli, ki imaš malo respekta mogoče pred njimi, a ne, da imajo malček avtoriteto, se mi zdi, da na momente kar malo zmrznemo, a ne? Ker vemo, da to ni to, kar si mi želimo, in hkrati želimo po eni strani ugajati, jih ne prizadeti,
In še vedno pol plujemo po isti reki ali po isti avtocesti in sploh ne gremo ne levo, ne desno, smo ko konj s plašnicami. Ja, in lahko tudi, to je ena izmed variant, lahko tudi pa gremo v reakcijo, smo proti, se jezimo, spremenimo odnos z njimi, jih odrežemo in kljub temu še vedno smo na istih tirnicah. Ker če mi ne spremenimo, če mi ne odsekamo smreko, lahko se jezimo, se skregamo s tistimi, ki so posadili, ma dok je ona smreka tam, je še vedno isto. In to je tisto, dosti v bistvu modalitet omogoča neke rešitve, da nam je lažje in nam je dejansko lahko tudi lažje, ampak nam je lažje, da sprejmemo, da una smreka mora biti tam, dam primer, recimo, če stanemo pri smreki, ne? Veš, ajde sprejmi, ja, imaš rad tiste, ki so posadili, ok, se zahvališ, kaj dobrega je vse ta smreka, ne? Ampak hkrati si v zanikanju sebe, ko veš, da una smreka pa ni ok, ne? Zdaj, lahko izbereš, da ostane una smreka tam, pa si ustvariš možnost, da se preseliš. Ni nujno, da moraš iti v sekanje smreke. Zakaj? Ne? Ampak nekateri tudi ne bi se preselili stran, ker so se vezali, ker ne vem kaj. Ne? Gre se za to, da v bistvu temelji nam odprejo prostor možnosti, da lahko začnemo živeti sebe, da spoznamo v potankosti vedno bolj globlje, kdo smo, kaj nas res veseli, kaj je tisto, kar je naš pogled, naše mišljenje, kaj je tisto, kar smo kupili, prevzeli, kar smo se naučili, kar smo bili primorani. Ne? In potem, ko ti vedno bolj veš, kaj si, kdo si, kaj si želiš, potem pa pač izbiraš, aha, bom odsekala smreko, bom zrihtala, prepričala druge, da to smreko ne rabimo, ne bom pustila njim to smreko, naj uživajo, se bom jaz kar preselila rajši, pa lahko greš 100 metrov stran, ni da moraš menjati državo, ne? Ampak da slediš res temu, kar je bolj lahkotno zate. Dostikrat slišim zgodbe ljudi po seminarjih, ne? In pravijo, kako res so kar imeli jajca, ne? Tisti pogum, da so povedali tisto, kar niso hoteli povedati, da so izbrali tisto, kar si niso dovolili in sploh ni bilo tako grozno, veš, tisti ljudje pol niso šli v, ne vem, v reakcijo, se niso skregali, ampak so prejeli tisto, kar so se te odločili in so ful z lahkoto uredili, ker prej so si mislili, da ne bi šlo. In verjetno na podlagi prejšnjih sider in vsega, kar so nosili v sebi, ne bi šlo tako lahkotno. Ko pa ti v bistvu temelj svoj spremeniš, ko spremeniš pogled, ko imaš orodje, kako kaj sprovesti, pa gre vse res ko po maslu. Tako da, kaj bi bilo potrebno, da izbereš, ti, ki poslušaš, ali vi, ki poslušate, da si dovolite izbrati več lahkotnosti. Kaj, če ne rabi več trpeti, kaj, če ne rabi več Sizifovo delo delati, veš, 2 metra gor, 1 meter dol, 1 meter gor, 2 metra dol, ne, in ostajati tam nekje. Tako. In biti zadovoljni s tem. Kaj, če lahko izberete, da je lahko res, da stopite v svojo raketo in poletite z hitrostjo vesolja, tam, kamor si želite in nimate slabe vesti zaradi tega, ker si to želite in s tem dejansko v unem prostoru, kamor greste, srečate ogromno takih ljudi, kot ste vi. In vam je nasplošno lažje. Ne? To je tisto. In tako, kakor si prej rekla, ne, ko enkrat osvobodiš sebe, osvobodiš še ljudi okrog tebe. Ne? Ja. Mogoče jih ti nekako zaradi svojih odločitev nekako držiš v nekmu krču ali pa v nekmu krogu. A ne? In ko narediš ti nek premik, mogoče so ti ljudje čakali, da ga boš ti naredil, ker oni nimajo dovolj Jajc, ja. Ja. Tako da jaz včasih vidim, ko naredi nekdo v naši družini nek premik, pa si mogoče potihoma vsi želimo, da bi bil to nekdo drug, da ni treba se tebe nekako izpostaviti. Ko naredi nekdo nek premik, nek korak v levo, malčko desno, ma se to je lahko mici premika, ne? Kako se v bistvu nam kar vsem oddahne, ne? Ja, in noben ne ve, kje je prišlo. Tako. Ti pa veš, ti si izbrala. Ja, lej, tako, tako da... Ja. Prej si omenjala, da so pogoji barsi. Zdaj, če jih kdo nima, najbrž do četrtka si jih lahko kjerkoli opravi. Ja, v bistvu jaz imam ta teden malo več časa, tako da če kdo nima opravljene bar delavnice in si želi, lahko v bistvu tudi jo skreiramo eno na hitro, ni sploh problem. Samo sporočite mi, ne?
Je pa bars delavnica 8 ur in pol delavnica, tako da ja. Kaj bi bilo potrebno, da če vas pritegne nekaj, da nehate oklevati in čakati na boljši jutri, ker tega boljši jutri ne bo, če vi tega ne boste izbrali. In si dovolite izbrati in se vršiti v neznano in se Zdaj. zavedati in vedeti, da vas čaka ali padalo, ki ne veste, da ga imate, ali spodaj ena, ne vem, 10-metrska velika blazina debela, da boste lepo varno pristali. Mhm. Ali pa čudovito morje, jezero, ful globoko, da se vam nič ne bo zgodilo in se boste še lepo malo okopali v spod. In sprostili hkrati, a ne? Ja, ker če vas nekaj vleče in je tako, ko pomisliš, je lahkotno, tudi če je lahkotno samo za par trenutkov, dokler vklopite in vas ustavi in reče, ne, 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 če zaznavate trenutek lahkotnosti, pomeni, da je to to. Mhm. Ker deluje tako, da nas ustavlja. Zato, da se ciklamo, ker je namen da premleva in premleva in premleva. Premlevanje mene v življenju ni pripeljalo nikamor. Vedno sem se premaknila takrat, ko sem bila voljna iti izven te cone udobja v neznano, tudi če me je bilo strah, tudi če nisem vedela, kaj me čaka. In vedno se je tam zgodilo, da je bil nekdo, ki je vedel, da je bil nekdo, ki mi je dal roko, da sem imela možnost, da sem dobila tisto, kar sem potrebovala in tak sem zrasla lahko, ne, tako da. Pa jaz mislim, da se tako na enih takih, sploh večdnevnih delavnicah, vsekakor tudi na enodnevnih, a ne, ustvari nek krog zaupanja med temi udeleženci in neka podpora. Se pravi, če se ti nekje zaciklaš, lahko pokličeš tebe, pa daš nek nasvet ali pa nek drugačen pogled, ali pa se skomuniciraš mogoče s temi, ki si bil takrat na sami delavnici ali pa z nekom, ki ima to že opravljeno. Se mi zdi, da potem greš lažje čez te stvari, da ni treba, da se sam razbivaš glavo, a ne? Ja, veš, koga vprašati in veš tudi, kam pogledati, ne? Ker če se ti kaj Tako. zgodi, ne vem, in imaš si upravo recimo temelje, te bom spomnila, na uni strani v priročniku poglej, točno to preberi in to mogoče meni vzame, ne vem, minuto časa, tebi pa olajša stvari, da se spomniš, ne? Tako da ja, seveda. Super. Tako da vabljeni na seminar temelji, začnemo na petek 13. Da tudi vse vraževerje damo stran. Popoldne ob 17:30 in sobota 14., nedelja 15. in ponedeljek 16. december. Koper je že prazničen, so lučke, tako da za vse tiste, ki imate radi tudi to, lahko še to uživate. Ljudje se še vedno kopajo, tako da lahko greste tudi se v morje malo. Namočiti. Ja. In če rabi kdo, ki ni tukaj z naših koncev, če rabi kdo prenočitev ali kaj, mi tudi napišite, lahko vam pomagam, sem že 2 zrihtala, da imajo lepo, udobno in da jim je všeč možnost spanja, tako da imam kar nekaj vez še. Super. Ja, in vsak dan v bistvu po seminarju si bomo tudi barse izmenjali, tako da ja. Tako da. Kakšen paket prav praznični za ta december, da si pokloniš eno tako lepo darilo, čudovito, mislim. Ja. Kako je lahko res še boljše, a ne? In kaj še se mogoče? Ja, in še kaj vse mogoče? Hvala za vse, ki ste se previli do konca in če imate kakšno vprašanje, mi lahko pišete na info@žareksreče.si ali pa me poiščite, Maša Plaznik, na kjerikoli omrežjih in postavite vprašanje. Hvala, Barbara, za tvoj čas. Hvala tudi tebi za povabilo in se vidimo v Kopru. Se vidimo. Čau. Čau.